Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Ja, čas hitro teče in že smo sredi decembra in tako kot smo obljubili, je danes naša gostja, ravnateljica Gimnazije Ormož, Klavdija Zorjan Škorjanec. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Lepo pozdravljeni tudi vi, hvala za povabilo in seveda pozdravljeni tudi vsi gledalci in gledalke. Seveda njen obisk v našem studiu, pa tudi pogovor v nadaljevanju ni slučajen. Kot verjetno že veste, Gimnazija Ormož je uspela pridobiti še en srednješolski program, zdravstveno nego, kar je seveda velik dosežek, za katerega smo si prizadevali že leta. To je velik uspeh, ampak prinaša seveda tudi veliko novih sprememb v gimnaziji. Kaj ne da, gospa? Tako je, tako lepo ste povedali, prizadevamo si že vsi skupaj dolgih 12 let za pridobitev tega programa. Program je bil zelo dobro premišljen, zakaj v to okolje ta program, kakšne so potrebe. Moram reči, da skozi vsa ta leta vodenja gimnazije, ko je bila ravnateljica še gospa Sonja Posavec, potem vmes jaz, potem naprej gospa Blanka Erhartič in zdaj zopet jaz, vse smo se borile, vse smo delale za seveda širšim okoljem in ljudmi, da bi seveda pridobili ta program, kot sem rekla, z argumente, z vsemi raziskavami, zakaj program umestiti v naš kraj. In seveda zelo smo veseli, da nam je tokrat to uspelo. Naj povem, da v tem trenutku lahko govorimo o predlogu izobraževalnega programa Zdravstvena nega na Gimnaziji Ormož, predlogu ministrstva in tudi predlogu za 28 vpisanih mest na ta program. Konec januarja pričakujemo vse šole v Sloveniji, ko smo dobile zdaj predloge odobrene, sklep ministrstva, in ko bomo pridobili sklep ministrstva, bo potem tudi uradno jasno in bomo lahko ta program tudi, bom rekla, po domače reklamirali in seveda spodbujali mlade, jih osveščali, da ta program je pri nas na gimnaziji in da bodo s 1.9.2021 vpisani kot naši dijaki. No, obstaja morda potem še lahko bojazen, da programa ne bi bilo? Zdaj, jaz osebno sem večni optimist, zato tudi poskušamo vedno znova nekatere stvari izpeljati, kot smo si jih zadali. Tudi s pogovori z ministrstvom so takšne, seveda lahko povemo, da smo dobili predlog. Uradno je treba počakati na sklep, vendar v vseh teh letih neki predlog ministrstva ni bil potem, bom rekla, zavrnjen, da kakšna šola ne bi dobila sklepa. Jaz trdno verjamem, da tako kot smo dogovorjeni z ministrstvom, ne samo z ministrstvom za šolstvo, ampak z vsemi inštitucijami, katere smo potrebovali, da smo dokazovali ponovno potrebo po tem programu, da se to ne more zgoditi. No, poslanka Mojca Žnidarič ni ravno govorila, da ne bi bilo, ne? Ona je v bistvu 100%, ne, da bo to se izpeljalo tako, kot si želimo in da bi torej 1.9. prihodnje leto že lahko sprejeli dijake na zdravstveno nego. Verjamem, da pa je to velik zalogaj za Gimnazijo Ormož, verjetno bo treba kar marsikaj postoriti, ne? Sploh pa vpeljati ta program. Tako je. Tukaj, kot sem povedala, omenili ste gospo Mojco Žnidarič, se pravi našo poslanko, na tem mestu lahko brez kakršnega koli slabe vesti povem, da nam je ogromno pomagala pri tem, da smo enostavno dobili stik, možnost pogovorov z ljudmi, kateri so tisti, k katerim smo se zatekali, da smo sploh dobili podatke, da smo sploh dobili informacije, kako postopiti k ponovnemu oživitvi tega programa. Skupaj smo bili, naj povem, da je to bila kar dosti dolga pot. Leta 2020 v začetku tega leta
koledarskega smo skupaj z gospo poslanko Mojco Žnidarič in pa z Aljažem Kovačičem šli na sestanek, ki je bil najbolj pomemben. To je bil sestanek na zbornici zdravstvene nege in pa babištva pri gospe Moniki Ažman in takrat smo se pogovarjali, kajti zbornica je bila vsa ta leta tista, ki ni dala rdeče luči oziroma dovoljenja, da bi se mreža zdravstvenih šol širila. Torej, ko smo bili januarja na teh pogovorih, je gospa Ažman rekla, da sploh ni bojazni, da sam kader zdravstvene nege je resnično velik problem naše države, da je potreba po tem kadru izjemna. Takrat še nismo vedeli o tem, kar nas čaka, tem korona času, ampak to je bilo potem na tistem sestanku vidno, da tukaj ne bo problema. Sama je že takrat zagotovila, da vsekakor ne morejo zavrniti tega našega predloga in to je bilo osnovno, s čim smo potem se mi na ministrstvu seveda pogovarjali, kaj vse bo potrebno, da bomo lahko pridobili sploh oziroma se javili na razpis. Potem so seveda, jaz se spomnim, da sva z gospo poslanko sedeli poleti na kavi in se pogovarjali, ali, gospa poslanka me je vprašala, a gremo v to situacijo, ali sem pripravljena delati z veliko vnemo skupaj seveda s celotnim kolektivom, da pripravimo zopet nove projekcije, pridobimo podatke, pregledamo vse statistike, ki pričajo k temu, kaj pomeni to za naš kraj in da bo pač pot takšna, kakršna je, ko se pridobiva novi program in da nimava, bova rekle, sigurnega odgovora, ali bomo pridobili to ali ne. Sem rekla, Mojca, seveda greva v to, zato ker če ne poskusiš, ne moreš vedeti, ali si uspešen ali ne. In ja, smo garali. Potem seveda so na ministrstvu, ko so bili zadnjega avgusta pri nas v Ormožu, povedali tudi, da je potrebno predvsem razmišljati o kadrovskih pogojih, o prostorskih pogojih in pa specializirani učilnici. Namreč zdravstvena nega je program, kjer se veliko praktičnega pouka izvaja v šoli sami, za katero je potrebna specializirana učilnica, ki je mi pač nimamo. In pa seveda pridobiti vse ustanove, učne ustanove, ki bi potencialnim dijakom čez 4 leta vsem lahko nudili ta mesta učna. In seveda za specializirano učilnico je bil pogoj tudi, da jo sfinanciramo sami, se pravi, smo se takoj dobili z našim županom Danijelom Vrbnjakom, naredila sva načrt, poklicali smo še oba sosednja župana, gospoda Jurija Borka in pa gospoda župana Cvetka iz Svetega Tomaža. Vsi smo bili enotnega mnenja, da absolutno moramo zagotoviti sredstva in tako, da smo potem imeli tudi podpisane izjave in zagotovljena sredstva ob pridobitvi programa, da potem to specializirano učilnico tudi uredimo. Tako da sredstva so pripravljena, čakamo torej na sklep in specializirana učilnica bo seveda nastajala z naše jedilnice gimnazije Ormož. Veselimo se tega, ko smo pregledovali vse pogoje, sploh za prvi letnik, kaj vse moramo pridobiti, kako moramo urediti to učilnico, je za nas to eno novo področje, eno novo, bom rekla, izkušnja. In moram reči, da smo imeli veliko podporo Zdravstvenega doma Ormož, gospe direktorice in pa 2 medicinskih sester, s katerimi smo se dogovarjali, da bomo šli tudi pogledati specializirane učilnice v Brežice, v srednjo šolo zdravstveno tudi v Ljubljani, kajti ni samo naš izziv, kako v prvem letniku to izpeljati, ampak kakšna mora biti ta specializirana učilnica po 4 letih, kajti vemo, da prvo leto bomo imeli 28 dijakov, potem pa se bo to nadaljevalo v 2., 3. in 4. letnik. Tako da veselimo se tega, imamo podatke, kaj vse je potrebno nakupiti, za dijake pripraviti, to so bolniške postelje, lutke in vse ostalo, kar spada zraven, tako da nas čaka še veliko angažmaja na tem področju. Potem je pa bila naslednja zadeva seveda dogovor z vsemi direktorji učnih ustanov.
Naj povem, da sem v zelo kratkem času dobila direktne kontakte z vsemi direktorji, torej Zdravstvenega doma Ormož, Zdravstvenega doma Ljutomer in pa Ptuj. Potem smo navezali stik z Centrom starejših občanov Ormož in pa Ptuj in pa seveda z našima obema bolnišnicama, psihiatrično bolnico Ormož in pa bolnišnico Ptuj. Vsi so z izjemnim, bom rekla, odprtimi rokami povedali, da se veselijo, da bi dobili ta program, kajti, kot sem povedala, kader je več kot potreben v Sloveniji. In seveda dobili za 220 mest, kar sploh ne bomo toliko dijakov v 4 letih mogli sprejeti, imamo podpisana učna mesta. Zato se pravi v samem kliničnem okolju, tako kot v vseh drugih šolah. Zdaj seveda vsi me sprašujejo, kako ste s kadrom, ne? V prvem letu za splošno izobraževalne programe bomo z našim obstoječim kadrom lahko pokrili vse splošna predmetno področje. Torej, konkretno bodo v prvem letniku imajo matematiko, tuji jezik, slovenščino, to bomo pokrivali z našim kadrom, ker je to malo ur za prvi letnik. Biologija, kemija je v prvem letniku, potem so pa ti strokovni moduli. Ravno študiram skupaj z celotnim kolektivom, kaj je v teh strokovnih modulih, kdo lahko poučuje. Seveda je moja velika želja, da nastavimo, se pravi, iz specializiranega področja človeka, pedagoga, ki je seveda izobražen iz zdravstvene nege, da bo s srcem in dušo delal v 4 letih za to, da bo to ena zaposlitev, da to ne bojo samo ljudje, ki bodo prihajali v razred, odučili svoje in odšli, ampak da bojo živeli z našo šolo. Mislim, da imamo kar nekaj ljudi, ki so pripravljeni, pogovori že potekajo. Seveda jaz upam, oziroma sem prepričana, da bomo našli tisto osebo, ki bo to tako pomembno, kot je nam pomembno, Ormožanom, za našo šolo. Vsekakor računam na pomoč vseh srednjih šol, ker jih imamo kar nekaj v Sloveniji. Ravnatelji se med seboj poznamo, sploh ne dvomim, da kamorkoli pokličem, karkoli potrebujem, mi kolegi pomagajo. Tako da tudi ta strokovni kader bo dobil suport od ljudi, ki to že en čas počnejo. Mogoče bomo tudi kakšno povezavo našli s šolami, ki so v okolici oziroma oddaljene, kajti vemo, da je isti program, ker tudi to moram reči, da smo bili opozorjeni in pa tudi starši me sprašujejo, ali je to enaka zdravstvena nega kot v Rakičanu in pa v Mariboru. Seveda, to je isti program, zdravstvena nega, kjer potem dijaki dobijo naziv zdravstvena tehnica, zdravstveni tehnik. To je 4-letni srednji strokovni izobraževalni program, kateri se zaključi s poklicno maturo. Tako da jaz verjamem, veliko dela nas čaka, zelo pestro leto oziroma pol leta je pred nami. Vsekakor pa sem prepričana, da nam bo uspelo, da bomo tudi pridobili teh 28 dijakov. Ko se pogovarjam z ljudmi, razumem, da se tudi tukaj dijaki našega ožjega okolja mogoče manj odločajo za ta program, kajti če si predstavljamo, da se otroci morajo ob 5 vstajati, da grejo proti Rakičanu z prevoznim sredstvom, ali da pa se odločijo, da ostanejo v Mariboru v dijaškem domu, je to tudi nekako je faktor, ki pomaga ali pa odvrne od nekega željenega programa. Da bodo imeli možnost tukaj se vpisati v ta program, je seveda dodatna možnost izbire za osnovnošolce. Seveda pa bomo gravitirali na širšo okolje, kajti mi že zdaj izvajamo predšolsko vzgojo, se pravi strokovni program, in vemo, da je velika večina vpisanih iz širšega okolja. Tako da tudi za zdravstveno nego smo v bistvu bomo pokrivali vse do ptujskega območja kot pri predšolski vzgoji in pa tudi do ljutomerskega, verjamem, da je bližje k nam, kot pa da bodo tudi mogoče se več odločali tudi iz tega okolja osnovnošolci za vpis v zdravstveno nego.
No, gotovo je to zelo pomembno, glede na to, da je tukaj vseeno en taki žepek, ne? Naslednja šola je potem v Mariboru, v Rakičanu, tako da mislim, da bo kar dijakov, ne? Je kar zanimanje za ta poklic sicer, ne? Ja, jaz mislim, da je. Mi smo delali tudi vse preračune, koliko otrok osnovnošolcev se vpisuje v program zdravstvene nege. To je okrog 25% osnovnošolcev. In glede na to, da če bi v naslednjih 4-5 letih ostal ta odstotek, je absolutna možnost oziroma pri preračunu, koliko imamo otrok v tem okolju, na katerega gravitiramo, da bo to krepko čez 28 dijakov, torej bomo jih, jaz se ne bojim, 28 sigurno imeli. No, dejali ste, da boste v to specializirano učilnico spremenili jedilnico. Kako bo potem s tem prostorom, ki je sedaj namenjen jedilnici, jedilnice več ne bo? Ja, naj povem, da mi nimamo več jedilnice, zato ker je ne uporabljamo kot prostor za jedilnico, ampak kot učilnico, kot prostor za kakšne predstavitve, kajti naši dijaki imajo topli obrok na osnovni šoli. Naša osnovna šola nam seveda daje tudi prostor, kamor hodijo naši dijaki, se pravi na kosilo oziroma malico toplo vsak dan, tako da odhajajo na osnovno šolo. Ta jedilnica v tem trenutku je naš nadstandard, ki ga uporabljamo za kakšne večje dogodke. Vsekakor imamo za to namenjeno tudi športno dvorano našo oziroma telovadnico, tako da nam ne bo manjkala, bomo pa jo predelali v to specializirano učilnico. Kakšna bo, naj bo še zaenkrat skrivnost, veselimo se pa vseh teh predelav. Tukaj ne samo oprema sama, ampak je treba tudi vodovod, vse inštalacije, se pravi tudi umivalnike in vse, kar je potrebno urediti. So to kakšni določeni načrti za eno takšno učilnico? Ja, jaz sem se zanimala, kaj vse je potrebno za to učilnico in nisem dobila podatkov razen iz šol, ki pač te učilnice imajo v praksi. Ja, je kar en zalogaj in seveda zato, ker smo mi pedagogi, ne poznamo teh strokovnih vseh zadev, ki so potrebne, smo vključili, se pravi, kader medicinskih sester iz zdravstvenega doma Ormož, tako da bodo z nami šli pogledat, one točno vidijo, na kaj morajo biti pozorne. Naj povem, da so punce iz zdravstvenega doma Ormož sodelovali že tudi pri preračunu, koliko bi nas stale vse te zadeve, iskale po internetu in jaz mislim, da imamo veliko srečo, kajti stroka se razume na to in vsekakor bomo poslušali stroko, kakšne stvari se bojo nabavljale za potrebe zdravstvene nege. Verjetno bi bilo dobro, da v tej priložnosti še enkrat poudarite, da učni načrt za zdravstveno nego je vseslovenski, vsesplošno, ne? Vsesplošno je določen, tako da ni kakšne bojazni, da bi se v Ormožu potem malo manj naučili. Absolutno ne. Vsi vemo, da po programu strokovnem je na koncu poklicna matura, se pravi, program bo popolnoma enak, prilagojen tako, kot mora biti. Seveda so to strokovni ti moduli, ki bodo, se pravi 7 modulov je itak obveznih, potem so pa izbirni moduli in pa še odprti kurikulum, s katerim bomo seveda strokovnim svetom določili, kaj je za naše okolje potreba, mogoče večja, tako da bomo vse te stvari res premislili, umestili. Za vsa 4 leta moramo pripraviti ta program, vmes ga sicer lahko spreminjamo, ampak tukaj je odzadaj tudi strokovni svet, ki potem to vse pregleda, tako da absolutno ni nobene bojazni, da bi pri nas bil kakšen drugačen program ali pa prilagojen ali kakorkoli. Naj povem, da tudi, ko smo predšolsko vzgojo poleg gimnazijskega programa pridobili na šolo, da so bile takšne in drugačne govorice, da ne bomo znali programa umestiti, da bomo rabili veliko časa, ampak smo bili zelo uspešni od prve mature, ki smo jo začeli izvajati
Imeli smo tudi diamantno maturantko, kar pomeni, da je dobila vse točke. Pri nas so zelo uspešni na predšolski vzgoji in jaz ne vidim nobene bojazni, da tudi na zdravstveni negi ne bi bili uspešni. Dejali ste, da torej sodelujete z ravnatelji, z strokovnimi delavci ostalih zdravstvenih šol po Sloveniji. Ni tu recimo nekaj ljubosumja, kar se tiče mariborske zdravstvene šole ali Rakičana? Zdaj, uradno še mi se nismo o tem pogovarjali. Jaz ne pričakujem kakršnih koli zapletov. Prepričana sem, da mogoče, če ne pri prvem koraku, da vsaj v naslednjem koraku ne pričakujem nobenih, bom rekla, takšnih stvari, da na strokovnem področju ne bi mogla karkoli povprašati, dobiti nasveta od kolegic iz Rakičana ali Maribora. Se pravi, se še nismo srečali, nismo govorili o tem, ker sklepa ministrstva še nimamo, ampak ne pričakujem. Smo pa seveda govorili predvsem z kolegico iz Brežic, ravnateljico oziroma direktorico njihove šole, ki izvajajo zdaj prvo leto program, kar mi je zelo pomembno, kajti te informacije, ko začenjaš ti z nekim novim programom, so najbolj dragocene. In tudi seveda dobimo vse informacije, absolutno. Zelo dobro sodelujem tudi z ravnateljico iz Jesenic, kjer izvaja zdravstveno nego. Kolegi so mi povedali, da v Ljubljano na zdravstveno šolo ni problem si pogledati, ker vemo, da je ljubljanska šola pač največja z dolgo tradicijo in tudi tam bomo dobili, sem prepričana, informacije, katere bomo želeli. No, dejali ste tudi, da ste delali raziskave, koliko sploh osnovnošolcev z teh naših koncev odhaja v zdravstvene šole. Koliko recimo, imamo kakšen procent? Tako kot sem rekla, 25% osnovnošolcev se vpisuje v ta program. In ko smo pregledali, dobili smo podatke iz Ljubljane, iz statističnega urada, koliko je, se pravi, dijakov, ki so zdaj v 9. razredu, pa pozneje v 8., 7., 6. In če smo naredili preračune za 25%, je to sigurno možnost, da imamo ta bazen 28 dijakov pokritih, oziroma kot sem rekla, je to še krepko višja številka, tako da jaz ne vidim tudi ne bojazni, da bi bilo grozno število manj vpisanih v Rakičanu ali v Mariboru, kajti največ, kar je pomembno, je to, da otroci iz tega področja mogoče kdaj ne vpišejo tega programa, ravno zaradi oddaljenosti šol, ki ponujajo ta program, ne. Tako da, ja, sem prepričana, ko bomo imeli tudi uradno možnost povabiti osnovnošolce in predstaviti ta program, da bo to program, ki bo pri osnovnošolcih vzpodbudil mogoče misel na to, da bojo izbrali zdravstveno nego, ker pa je to blizu našega kraja, seveda pri nas, o tem ne dvomim. Naj pa povem, da seveda za ta program moraš biti ti tudi kot človek, moraš biti tako razvit, da v bistvu veš, da je to poslanstvo in služenje v bistvu tistim, ki te potrebujejo, ne. Tako da sigurno moraš imeti v mislih to, da boš nekje delal z tistimi, kateri rabijo tvojo pomoč na zdravstvenem področju. To so bolniki, to so v končni fazi starostniki, to so ljudje, ki rabijo zdravstveni suport. Program je pa zelo, zelo širok, ne. Saj vemo, kaj vse potrebujemo. V Sloveniji mislim, da zaradi starostnikov, se pravi, ogromno število imamo v Sloveniji, sploh pa v našem območju populacije, ki so starejše, rabijo vedno več pomoči. To so ljudje, ki ostajajo vedno več na svojih domovih in rabijo tudi to pomoč na domu. Vsi ne grejo v centre starejših občanov, ne. In verjetno je tudi želja in pa cilj vseh nas, da čim dlje ostajamo samostojni, mogoče s kakšno pomočjo
teh kadrov, ki jih zdravstvena nega torej producira na koncu. No, vsekakor bomo še govorili, še predstavljali podrobneje ta program, potem, ko bo torej vse 100% uradno. V mislih imam, da bi potem razen vas še kakšno medicinsko sestro oziroma medicinsko zdravstveno tehnico povabili ali tehnika, da bi torej vse skupaj malo bolj predstavili. Tako da to je sedaj prvi del najinega pogovora. Na gimnaziji še vedno torej ostaja gimnazijski program in predšolska vzgoja. Kako vam gre sedaj v teh težkih časih? Zdaj naj povem, gimnazija Ormož, že sam naslov nosi ime programa, ki je bil že od vsega začetka, torej gimnazijski program. Gimnazijski program je tisti, ki nam veliko pomeni. Prepričana sem, da mora ostati v Ormožu. Naj povem, da je vpis v gimnazijski program vsako leto boljši. Zelo, zelo vesela sem, da se naši učenci naših bližnjih šol vpisujejo vedno več v našo gimnazijo, da naša gimnazija je vredna tega, kar mi skozi govorimo, da dajemo popolnoma enake možnosti kot v vseh drugih gimnazijah, da smo majhni, da lahko bolj poznamo svoje dijake, da so naši dijaki uspešni na maturi gimnazijci, da uspešno lahko vpisujejo željene študije, da so to zdaj že izjemni, bom rekla, odrasli ljudje, ki so lahko uspeli v svojem poklicu in da se vračajo z svojimi izkušnjami in da vedno znova povedo, ko se vračajo nazaj, da so zelo veseli, da so obiskovali našo šolo. In še enkrat na tem mestu bi rada povedala, jaz vem, kako težko je staršem, kaj šele devetošolcem, ko se odločajo za kakršnikoli program. Devetošolci še ne razmišljajo, kaj bi želeli v življenju početi. Tisti, ki so, bom rekla, dobri učenci v 9. razredu in 8., 7., ko nimajo učnih težav, je pomembno, da razmislijo, kaj bi želeli študirati, kajti vedno znova poslušamo, kako je potem težko, ko si neki željeni študij izberejo in ugotovijo, da ga ne morejo obiskovati, zato ker gimnazijska matura, se pravi splošna matura, je nekaj drugega kot poklicna matura plus 5. predmet. Zelo veseli smo programa predšolska vzgoja, krasno se je prijel in izjemno lepo ga peljemo. Krasni dijaki so tudi na predšolski vzgoji, dosegajo odlične rezultate na poklicni maturi. Naj pa povem, da so to včasih, vedno več se srečujemo z konkretnimi primeri, da so dijaki v 4. letniku, da želijo izbirati razne študije, torej ne samo, da bi študirali predšolsko vzgojo, in da potem vidijo, da konkretno letos smo imeli primer, punca izjemna na predšolski vzgoji, ko je hotela vpisati glasbeno pedagogiko, vemo, da je morala opraviti sprejemni izpit. Sprejemni izpit je opravila z zelo visoko oceno, ampak je morala narediti 5. predmet glasba na konzervatoriju za glasbo. To je izpit, ki je sestavljen iz 4 predmetov, ki ga dijaki konzervatorija obiskujejo vsa 4 leta in enostavno se to ne da nadoknaditi. Če bi imela splošno maturo, če bi obiskovala gimnazijski program, punca je bila sposobna, je rekla, če bi vedela to v 9. razredu, ne bi razmišljala, ker je to edina njena želja. Zdaj zato govorim to, ker morajo devetošolci vedeti, da z splošno maturo imajo vse poti odprte. Z poklicno maturo plus 5. predmet je veliko poti odprtih, vendar po, se pravi, strokovni vertikali. Tako da čisto vsega s poklicno maturo plus 5. predmetom ne morejo študirati. Je pa seveda možnost vedno, da potem 1 leto opravijo maturitetni tečaj, opravijo splošno maturo in potem lahko izbirajo vse.
vse študije. Zdaj, veliko smo se pogovarjali tudi z dijaki, kako oni menijo, zakaj ne bi iz zdravstvene nege nekdo, ki konča program, mogel študirati medicine. Ni enako, kaj dela, bomo rekli, srednja, se pravi tehnica, ali srednjo šolo, ali potem višje izobražena ali visoko izobražena. Zdravniki pač delajo druge stvari. Je to drugačni študij. Moramo vedeti, da tudi program gimnazije, program predšolske vzgoje, program zdravstvene nege, se pravi srednje strokovnega izobraževalnega programa, ima drugačno število ur naravoslovnih predmetov. In nekdo, ki obiskuje, bom dala primer, pouk biologije 2 uri v 1. letniku ali pa gimnazijec, ki ga obiskuje 3 leta in še v 4., če ga izbere kot izbirni maturitetni predmet, je to drugačno predznanje. In tudi danes slišimo velike polemike o tem, kaj je splošna matura, kaj je poklicna matura, in smo slišali, kaj je bilo govora v tem 6. protikoronskem paketu. In to, da bi izenačili obe maturi, seveda ni prav. Potem naj ukinejo obe maturi in naredijo sprejemne izpite, ampak enačiti se pa tega verjetno ne da. Vemo pa, da je to stvar univerz, se pravi visokega šolstva, in seveda, tako kot smo bili mi pred 5 leti v pomanjkanju dijakov, kajti pač število otrok se zmanjšuje, so pa zdaj fakultete na tem, kako je s študenti, številom študentov. No, vaš nasvet je torej, naj se že ob zaključku osnovne šole na nek način odločijo, kaj bodo študirali. Zdaj, odločitev verjetno je zelo težka. Vsekakor se pa naj pozanimajo, kakšne možnosti imajo iz kakšnega izhodišča srednješolskega programa potem za to, kaj bi si želeli potem študirati. Ker konkretno, zdaj seveda vseh študijev ne poznam, vseh teh njihovih, bom rekla, pogojev, kako se vpisati, je seveda pri nas naša svetovalna delavka, ki vodi to poklicno orientacijo. Ampak ja, ko slišiš, ko vidiš dijaka, ki bi rad študiral nekaj, če vedno znova govorimo, če veš, konkretno bom zdaj zopet rekla, če veš, da želiš biti učitelj, potem brez splošne mature se ne moreš vpisati na ta program. Morda za informacijo, tisti, ki toliko ne sledijo, koliko učencev je letos v tem šolskem letu, torej na predšolski vzgoji in koliko na splošni gimnazijski program? Torej, mi imamo 171 dijakov tokrat, v letošnjem letu smo zelo veseli, torej okrog 100 dijakov imamo na predšolski vzgoji in 71 na gimnazijskem programu, tako da smo veseli, da so razredi, se pravi, bolj polni, kar pa seveda otežuje delo v razredu, kajti ni enako delati v razredu, ko imaš 15 dijakov ali pa ko jih imaš 28 oziroma 25. Seveda, naj povem, da v predšolski vzgoji imamo zdaj tudi že 32 dijakov v 1. letniku, in tukaj je seveda drugačno delo, ko imaš tako polne razrede. Zdaj, ko je delo na daljavo, naj povem, da sem vsakodnevno v stiku z učitelji in pa dijaki. Sama se, koliko mi čas dopušča, trudim, da tudi grem na hospitacije, se pravi preko videokonferenc, da poslušam težave, ki jih imajo dijaki. Skupaj z učitelji, profesorji našimi rešujemo te stvari. Dijaki so v hudih stiskah. Dijaki, bom rekla, so zdaj že v bistvu bili od meseca marca pa skoraj da do konca šolskega leta na delu na daljavo in pa seveda zdaj mesec pa pol v šoli in zopet na daljavo. In to ni enako, kot so v šoli. Dijaki čutijo to stisko, kajti ni enako, ko ti profesor pri pouku pove snov.
ko ti vidiš otroka, dijaka, ki potrebuje pomoč, ga vidiš, kje potrebuje tisti suport, da je lahko bolj uspešen. Dijaki doma so sami. Včasih rabijo veliko podpore, da povejo svoje stiske. Potem ni enostavno povedati, da nimajo tehničnih možnosti. Mi smo ogromno računalnikov sposodili dijakom, slušalk, kamer, modemov, koliko smo jih pač imeli na šoli in pa dobili tudi strani ministrstva oziroma Zavoda za šolstvo. Tako da ni enostavno. Najbolj bom rekla, vsi čutijo težave, ampak najbolj izpostavljeni so tukaj prvi letniki in pa četrti letniki. Oba naša četrta letnika čaka matura. Seveda dijake skrbi, kot smo slišali iz medijev, se ne ve, kako bo z maturo, prilagojena bo, ampak ne vemo, v katerih segmentih. Tako da seveda jih skrbi tudi profesorje. Naj povem, da profesorji, jaz za mojo šolo lahko rečem in sem prepričana, da po vsej Sloveniji delajo veliko na samem pouku, se morajo znajti z vsemi tehničnimi zadevami, kako snov predstaviti, se pravi preko videokonferenc, kako preverjati, kako utrjevati snov, kako na koncu koncev ocenjevati snov. Potem so tukaj popoldan razni seminarji, webinarji, tako da ne pretiravam, ko rečem, da delajo resnično celo dopoldan za šolo in pa popoldan potem za to, da se izpopolnjujemo, da iščemo skupne rešitve in poskušamo najti najboljše možnosti za dijake. Vsekakor pa posledice bodo. No, se lahko morda oceni sedaj, kakšna bo to pravzaprav škoda narejena? Jaz ne upam o tem niti razmišljati, kajti zdaj s tem se ukvarjajo seveda tisti, ki so za to poslani, od psihologov do strokovnjakov z pedagoškega vidika tudi. Jaz mislim, da je največji problem ta socializacija, druženje, pogovori. Skozi smo govorili, da so otroci preveč na vseh teh računalnikih, telefonih, napravah raznoraznih. Zdaj so cele dneve. Dopoldan preko šole, potem popoldan delajo za šolo. Ravno danes smo imeli sestanek zjutraj z celim kolektivom in ko sprašujemo dijake, koliko imajo prostega časa zase, koliko se gibajo na svežem zraku, vidimo, da je tega res zelo malo. Zdaj, kje so tisti odgovori, zakaj ne, je vprašanje. Vemo, da so zdaj že v svojem okolju zaprti zelo dolgo časa. Jaz moram reči, da ne slišim, da bi se družili kje izven svojega doma, da je to en prostor, šolski, domači, da so to družine, ki imajo po več otrok, da imamo težave z, bom rekla, tudi internetom, hitrostjo. Nekateri niti nimajo možnosti, da bi se priklopili na vse te naprave, ki omogočajo delo na daljavo. Tako da ne upam si napovedati, kaj bo. Kako pa poteka ocenjevanje? Ja, ocenjevanje, naredili smo nove načrte, se pravi, glede na to, da imamo eno ocenjevalno obdobje, je mogoče malo lažje dihati dijakom in pa profesorjem, kajti ni potrebno hiteti, ne vem koliko testov naenkrat pisati v enem tednu, tako da se je to obdobje nekoliko razpotegnilo. Vendar dijaki sami opozarjajo, da tisto, kar so si načrtovali, da želijo izvesti. Seveda je problem tam, kjer ne dosegajo takšnih rezultatov, kot so si jih in profesorji in konec koncev dijaki zastavili. In iščemo možnosti, na kakšen način posameznikom pomagati in delamo proti oziroma v to smer, da bi bili dijaki, bom rekla, samozavestni tudi pri tem, da so dovolj naredili, da so dosegli takšne rezultate, kot si zastavijo
in da predvsem recimo konkretno četrte letnike seveda skrbi, kakšen bo rezultat mature, kakšno število točk bo izbrali, ali se bojo lahko vpisali na željene fakultete. Ravno tako pa sem dobila že tudi vprašanje novinarjev, kako bo pa z devetošolci, ki se bojo vpisovali v srednješolske programe. Tako da ja, nimamo odgovorov, veliko odgovorov ni enostavno, vendar jaz mislim, da bomo tudi čez to obdobje nekako morali preživeti in iti naprej. Veselimo se tega, ko bomo dijake nazaj v šolo dobili. Ja, za konec pa še eno vprašanje. Vas veseli biti ravnateljica takšne šole, kot je Gimnazija Ormož? Ne glede na to, da ste včasih že bili, pa ste potem pobegnili. Ja, zdaj, jaz sem ostala v ravnateljevanju cel čas, ne. Od leta 2008 sem ravnateljica, bila tukaj na Gimnaziji Ormož, vmes odšla na zasebno glasbeno šolo Samostalno svetih Petra in Pavla na Ptuj in se potem zopet vrnila. Ja, jaz mislim, da sama zelo rada, bom rekla, povezujem ljudi. Sama zelo mi je velik izziv, kako najti načine, da se stvari rešujejo. Vsekakor moram priznati, da sem veliko bolj zadovoljna v svojem domačem kraju, kar ne pomeni, da mi je bilo na Ptuju kaj odveč ali kakorkoli mi je bilo težko, lepo mi je bilo tam. Tam sem delala svoje specializirano področje, glasbeno šolstvo. Ampak tukaj moram reči, da sem doma. Tukaj, to je moj kraj, to je v bistvu naša šola. Rada sem v šoli, doma mi rečejo, da je verjetno to moj prvi dom, ampak jaz se trudim, da ni, da se vračam vseeno domov vsak dan ob neki normalni uri, ni pa mi težko. Rada pomagam in sodelavcem, in dijakom, in se pogovarjam s starši. Mogoče en velik problem majhnost naše šole v negativni strani, kajti jaz imam polovico tajnice, polovico računovodstva, se pravi za polovični čas ljudi zaposlene, potem nimam pomočnika ravnatelja, kar zelo manjka, kajti ravnatelj mora upravljati pedagoški del in pa menedžerski del, sploh zdaj, ko dobivamo novi program, je tega ogromno. Vsekakor pa verjetno ne bi čutila takega entuzijazma, želje, zadovoljstva, če ne bi imela svojega kolektiva. Namreč sama kot ravnateljica ne morem narediti popolnoma nič, če nimaš od zadaj tistih ljudi, ki ti stojijo ob strani, ki delajo takrat svoje stvari in še veliko drugih stvari, da pomagajo, da vse skupaj ob določenem času gre naprej. Tako da izjemno vesela za svoj kolektiv, pa se pravi učitelje, ki skupaj iščemo rešitve, skupaj poskušamo na se pravi tem pedagoškem področju iti s časom naprej in se vedno znova učimo, kot tudi vse naše sodelavce, ki pa skrbijo v pisarnah, bodisi čistilke, hišnik. Mi smo kot ena, pa zelo nerada uporabljam ta izraz kot ena družina, ker družina je doma. Ampak radi počnemo vsi skupaj to za našo šolo, za naš kraj, za naše otroke, kajti, kot sem rekla, pri zdravstveni negi, da je to poslanstvo, je poslanstvo biti učitelj in seveda tudi ravnatelj. Ja, rada počnem to. Hvala lepa, Klavdija, da ste si vzeli čas. Torej, predlagam, da se dobimo nekje v februarju, ko bodo potekali tudi informativni dnevi, da torej še dorečemo kakšne zadeve, to naj bo vse skupaj danes informacija za vse tiste, ki v tem času gotovo že razmišljajo, vsaj devetošolci, kam se bodo podali po končani osnovni šoli. Želimo vam, da zdržite vse to in da seveda gimnazijo še naprej vodite tako uspešno kot do sedaj. Najlepša vam hvala za vso vašo podporo, veseli smo, da vas imamo, tudi našo televizijo, ki nam skozi ovekovečite naše udejstvovanja. Zdaj je malo manj dogodkov, ampak kljub temu zelo se veselim naslednjega najinega srečanja. Ja, gotovo pa bo dogodkov, ne? Tako kot ste že dejali, potrebno je biti optimist v teh časih. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, ja, kakorkoli v maskah, ne, in z zarosenimi
stekli, vas lepo pozdravljamo, želimo vam veliko zdravja, miru v srcu in tako dalje. Vsekakor pa bodite z nami tudi prihodnji ponedeljek, ko pa bo tema zelo vesela. Namreč pridružila se nam bosta Julija in Ben Maj s svojimi novimi videospoti in svojimi novimi deli. Letos sta že torej 1 leto starejša in tudi že več bosta dala od sebe. Zdi pa se nam prav, kajti to bo že predbožični čas, ko je čas za malo veselja. Vse dobro vam želimo, pazite nase in srečno. Poljubi me, svetloba neona beži, mimo leti in na te mislim le. Ti si moja roža, moja sreča, moja roža, ti si moja roža, moja sreča, moja roža, ti si, na te mislim le, samo na tele. Objemi me v utripu mestnih luči, poljubi me, svetloba neona beži, mimo leti in na te mislim le. Ti si moja roža, moja sreča, moja roža, ti si moja